Nogometaši Domžal so igrali prvo tekmo tretjega predkroga Lige Evropa proti angleškemu West Hamu, predstavniku Premier lige. Tokrat so igrali brez Trajkovskega, Husmanja in Žinka, ki so še vedno poškodovani. Trener Luka Elsner pa je poslal na igrišče povsem enako postavo kot pred tednom dni proti Šahterju, ki je zmagala takrat z 2-1. Zbralo se je 8458 gledalcev, kar je rekord na domačih tekmah nogometnega kluba Domžale. Sodnik tekme je bil iz Turčije, to je bil Mete Kalkavan, ki je sodil dvoboj in vse je bilo naredo v Stožicah v Ljubljani za spektakel Domžale proti West Hamu, ki je lani kot sedmi končal v angleški Premier ligi. Tokrat je gostujoča ekipa igrala brez nekaterih najboljših posameznikov in pa trenerja Bilića, ki je tekmo spremljal zgolj s tribune. Tole je bila že prva akcija tekme, ko je Matic Črnic našel Manceja, ki je streljal zadev v roko Nordvajta in to je bila 11-metrovka za Domžale, kajti z roko je igral norveški branilec pri West Hamu. Žog je stopil eden izmed najbolj vročih nogometašev ta hip, to je Matic Črnic in neobranljivo zadev za prednost Domžal 1-0. Tekla 11. minuta, ko je domača enajstica povedla iz 11-metrovke Domžale do prednosti 1-0, izjemen začetek domačih Domžal proti predstavniku iz Londona. Potem še napad za goste, 18. minuta in 11-metrovka, dolga akcija in na koncu je šel iz gola Axel Maraval, podrl Rida in glavni sodnik iz Turčije pokazal še drugič na belo točko. Žog je stopil Mark Noble, kapetan gostov in zadev za izenačenje 1-1. Tekla je 18. minuta in Angleži so izenačili ter dosegli pomemben gol na gostovanju in se veselili zadetka iz 11-metrovke. Še nevaren napad rumenih, tokrat je Horvat našel Črnica, ki je preigraval in podal sredino, nekoliko prekratek pa je bil Antonio Mance, žoga na koncu končala v golavtu. Kot za goste, žoga pred vrata, Objan, ki je streljal, odbita žoga še enkrat k temu nogometašu in na koncu mimo vrat Maravala. Še nevaren napad Domžal, Morel je našel Balkovca, ki je z izjemnim predložkom našel pred vrati Marka Alvirja, strelca gola izpred tedna dni, tokrat pa z glavo nekoliko mimo vrat Alvire in zapravil je izjemno lepo priložnost. Do konca prvega polčasa še napad za rumene, prosti strel z kakšnih 20 metrov. Pri žogi sta bila Horvat in Morel, streljal je slednji, a Francoz je nekoliko zgrešil, previsoko je meril in ostalo je pri rezultatu iz 18. minute 1-1. V drugem polčasu pa prva kombinacija za West Ham, ki je zapretil prek kapetana moštva Marka Nobla, to je bila dolga podaja naprej, Reed Objank in potem Noble, točno naročje domačega vratarja Maravala, ki je bil tokrat na pravem mestu. Potem pa 4. minuta nadaljevanja in čudovita kombinacija Domžal, Mance, Brači, Horvat, potem do Horiča, Dobrovoljc, Balkovec, Žan Majer, pa je na koncu žogo spustil za Matica Črnica, ki je sam stekel po levi strani in takole fantastično premagal vratarja West Hama za 2-1, še drugi gol Matica Črnica proti nogometašem iz Londona in veliko veselje, eksplozija v Stožicah Domžale West Ham 2-1. Svoj dan je imela domžalska ekipa, še posebej Matic Črnic, ki je izjemno predstavo kronal tudi z drugim golom, izjemno lepim strelom v dolgi kot in popeljal Domžale do prednosti. Do konca tekme še kar nekaj obetavnih akcij, najprej Črnic, Balkovec in vratar Adrian, ki je rešil gostujoča vrata in žogo odbil v še en kot. Samostojna akcija Majerja, ki je preigraval in meril daleč, odlična obramba Adriana, ki je bil v tem drugem delu rešitelj West Hama. Še napad za rumene, tokrat je bila to globinska žoga proti Maticu Črnicu, podal mu je Alvir Kotle za domače nogometaše, potem ko so bili na pravem mestu obranilci Angležev. In potem še ena kombinacija, povsem ob koncu tekme, Repas je ukradel žogo in stekel proti vratom, podal proti Črnicu, ki je streljal, to je bil odličen strel, obramba Adriana in pa Vetrih, ki je bil pred vrati sam, a na koncu gola ni bilo. Seveda smo veseli, da smo zmagali, mislim, da smo vsebinsko odigrali točno tako tekmo, kot je bilo danes potrebno. Smo vedeli, da je pravi moment, da nastopimo proti West Hamu in da moramo to izkoristiti. Zagotovo
je vsak, ki je stopil na igrišče danes, prikazal top, maksimalno svojo predstavo in zaradi tega, ko to zložimo skupaj v dober kolektiv, ki je danes bil prisoten, dobimo momente, kjer lahko tudi večje ekipe od naše premagujemo. Zagotovo moramo pa danes uživati v tem, jutri se povračati v prihodnost, ker imamo še povratno tekmo, vmes imamo pa še tekmo proti Mariboru, tako da izzivi so še veliki pred nami. Malenkosti odločajo na taki ravni in danes so te malenkosti bile na naši strani. Zagotovo pa je mentalni preklop, ki so ga danes igralci naredili, tisti odločilen faktor bil. V zadnjih minutah tekme so Domžalčani igrali izjemno borbeno in hrabro, navijači pa tekmo spremljali na nogah in na koncu še zadnji sodniški pisk turškega sodnika in velika zmaga. Dvakrat je zadel Matic Črnic in popeljal Domžale do velike zgodovinske zmage proti angleškemu predstavniku. Zdaj čaka Domžalčane najprej tekma v domačem prvenstvu proti Mariboru, ki bo gostoval v Domžalah v nedeljo zvečer, potem pa še pot v London in že v četrtek povratni dvoboj za zadnji predkrog Lige Evropa. Domžale bodo gostovale na olimpijskem stadionu v Londonu.